Lepo pozdravljeni. V tem videu vam bom povedal, kako preživimo na spletu. Kaj več vam bo pomagal moj kolega Tomaž Gorc, on je strokovnjak za optimizacijo spletnih strani in tako naprej. Tudi jaz sem včasih delal v podobni branži, oziroma isti branži, smo tudi sodelovali z njim, kakorkoli, ampak jaz nisem več v tem. Imam pa dosti kilometrine in tudi seveda izkušenj iz tega področja, kako preživeti na spletu. Kaj to pomeni? To pomeni, torej, če se greste nek posel, je fino, da imate spletno stran. Mislim, da danes ni firme, ki ne bi imela spletne strani, pa je lahko še tako skrpucalo. Tudi mi jo imamo, kakorkoli, pa ni najlepša, pa ni najbolj sodobna, pa ne blinka vse in ne skače, ni nekih džinđi-minđi, po domače rečeno. Tako da, ja, je uporabniku prijazna. Rad bi vam pa povedal par koristnih nasvetov, kako to spletno stran optimizirati, da bo pripeljala človeka do cilja, se pravi vašo stranko, ki išče vašo storitev ali pa vaš izdelek. Definitivno morate vedeti, da mora biti spletna stran opremljena v zgornji vrstici, če gledamo v headerju, kakor rečemo, mora biti logotip vaš, mora biti. Če hočete, fajn je, da je, vaš logotip, vaša telefonska in vaš mail. Zakaj? Eni ljudje smo taki, da radi pokličemo, eni radi pišejo, polnoči možno pride vaš človek, torej vaša stranka mora biti na vašo stran, jasno vas ne bo klicala, vam ima možnost poslati mail. Zdaj ne imeti samo maila gor napisanega, imejte tudi na vsaki podstrani, ne na prvi strani, ampak na vsaki podstrani, kjer imate produkte, kategorije, karkoli, imejte obraza za povpraševanje. Zakaj? Zato, ker sem rekel, če vam človek pride v polnoči gor, vam bo z veseljem takrat dal povpraševanje. Če boste imeli možnost za to, ne bo šel pa kopirati vašega maila, pa ga dal svojega mail, pa vam pisal, žive Jože, sem Janez, pa bi rad to, pa ne bo se to zgodilo. Lahko posebej sklepate. Večina vas je gotovo takih, ki imate radi, da je tam že kar obrazac, pa se samo pošle. In kaj seveda zelo pomembno, da čim hitreje odgovorite tem strankam, in pa da jih povabite k akciji, se pravi, preveri zdaj, rezerviraj zdaj, te gumbke rdeče, ne vem, kakršnekoli, zaradi mene modre, kar vam paše. Klic k akciji mora biti, preveri zdaj, se pravi, upravi nakup, pojdi v košarico, ne vem, karkoli, oziroma dodaj v košarico. Skratka, klic k akciji ne ima in pa prijavi se na e-novice. Boste rekli, kaj pa zdaj ta lapa, pa se ta GDPR pa tako naprej. Ja, zdaj mora vsaka stran biti opremljena s temi obvestilom, da sprejema piškotke, vi se strinjate ali pa ne. Če se strinjate, se pač ti piškotki ustrezno uredijo, kakorkoli, ni pomembno. S tem pač ta lastnik vaš, ali pa če ste vi lastniki, pametno, da imate tudi vi nek Google Analytics na vašo spletno stran preklopljen, da boste videli, koliko časa so ljudje na strani, ki je zapuščen stran in tako naprej. Se pravi, zelo ključne podatke lahko merite. Po spolu se da videti čas trajanja, ki je zelo ključen. Zakaj to govorim? Ja, zato, ker če imate vi prazno spletno stran, pride človek gor, imate en stavek, nudimo vam to pa to, bo rekel, ok, ti pa mi nisi nič pomagal, rabim enega parketarja premjera ali pa enega mizarja, ki mi bo malo več povedal, kako pridem do omare ali pa do parketa položenega. Skratka, Google vedno gleda tiste spletne strani, ki imajo največ vsebin, ki so relevantne in ki seveda zadržijo stranke oziroma te ljudi gor na strani. Se pravi, Google meri čas in če nekdo, kot sem rekel, na eni strani 3 sekunde pa zapusti in to naredi še 100 ostalih ljudi, bo rekel Google, oprosti, ti pa nisi relevanten in briši, tem sploh ne bo
kje, ma niti na 10. strani ne boste, a ne? Če hoče biti na prvi strani Google po naravnih rezultatih, torej brez pomoči oglaševanja, morate ugajati s prvo strankam. Stranka je kralj. A ne? Tudi nas pogledajte. Mi moramo dati za vsako stvar vsebino, čim več informacij, da jih lahko človek pogleda in si boljš sliko ustvari. Če bi mi imeli en sam stavek na naši spletni strani, ja vam povem, da ne bi bili tle, kjer smo. Žal ne bi bili tle, ker nam seveda tudi s pomočjo spleta naš posel uspeva, a ne? Seveda, logično. In seveda socialni mediji, da ne pozabim, ampak to je, kot sem rekel, že marketing. Dajmo se osredotočiti na vašo spletno stran. Zakaj prijava na e-novice? Ja, zato, da vam bo kakšen človek kaj napisal oziroma se prijavil in ta človek je pripravljen dati pač svoj mail, da ga obveščate o koristnih nasvetih. Zdaj, kaj največ ljudi napako dela, jaz tega sploh ne delam, oziroma mislim, da ne, v zadnjih par let nisem nobenih mailov pošiljal, tako da bi koga obremenjeval ali pa kupi to, akcija sem pa tja, to ne. Mogoče, da sem mu eno obvestilo za en tečaj preko Zooma takrat poslal med korono. Mogoče. Mislim, da ja. To je bilo 2 leti nazaj. Drugače pa nobenih mailov ne pošiljam. Boste rekli, kaj ti to ne govori, sam pa tega ne delaš. Z mano je tako. Imel sem precej izkušenj okrog tega, vem, kako je, ko te ljudje dajo v spam, oziroma ne dobijo tvoje pošte, pa bi jo rabili dobiti, recimo, pa niti ne grejo pogledati v vsiljeno pošto oziroma v spam in je lahko težava. Zato se tega bolj previdnostno izogibam. Tisti, ki pa imate, bom rekel, dobro content, dobre koristne nasvete, se pravi, vedno mora biti vsaj 80% koristnih nasvetov v tem mailingu oziroma tem newsletteru, ki ga pošljete, 80% koristnih nasvetov za stranko in na koncu rečete, ja, imamo pa še akcijo na to pa to. Čist res minimalno, ker če ne, boste leteli v vsiljeno pošto, ker je tega kar precej, teh oglasov, ne, seveda. Kaj sem pa hotel povedati? Se pravi, cilj pa je, da vi probate dobiti bazo vaših strank oziroma ljudi, ki vas zanimajo vaše storitve. To ne pomeni nobena kraja, basa, kakorkoli, mislim, ali pa osebnih podatkov. Vi se tudi s tem obvezujete, da če jih prejmete, da jih tudi ne boste ali prodajali ali posredovali tretjim osebam in tako naprej. To je pač zakon. Kaj pa so ti ljudje? Se pravi, ti ljudje so vaše stranke, ki so bile na vaši spletni strani, se pravi, jih je ta stvar zanimala in so se prijavili na e-novice, ne? Se pravi, imate vse super in so zadovoljni, ne? Se pravi, imate pol tudi orodje, koliko se ta newsletter odpre, koliko jih je prebrali, koliko jih sploh ni pogledali, ne? In dobite neko sliko, kako je s temi e-mail listami. Torej, kaj je point tega videa, sem vam hotel povedati ta, da imate lahko najlepšo spletno stran, res najlepšo spletno stran imate lahko na svetu, pa če noben ne ve za vas, mogoče ja, tistim parim prijateljem, ki ste povedali, ti novo spletno stran imam, ne? To ne pomaga. Končano. Boste mogli nekaj truda vložiti v marketing. Se pravi, to je enako, ko bi rekel, da imate najboljši trgovski center, ampak ste ga postavili sred Kočevskega roga in niste cest do njega speljali. To je tista najlepša, bom rekel, spletna stran. Lahko nekje imate zlat produkt, vrhunski, pa če ga ne boste znali zmarketirati oziroma povedati, tukaj sem, ne,
je nekaj narobe. Je to smiselno? Jaz mislim, da je. Oziroma stojim za tem, da je. Ker, kot sem rekel, če boste šli, na primer, v Google pisati šola preživetja ali pa tečaj preživetja ali pa karkoli v tem duhu, grem staviti, da smo nekje med prvimi zadetki na prvi strani Google. To se pač odvisno, se ti algoritmi se stalno spreminjajo, ampak grem staviti, da smo tam. Zakaj? Je zato, ker smo se potrudili za stranko. Ker smo stranki dali dosti relevantnih vsebin, da se ta stranka zadrži gor na naši strani, si pogleda kakšen video in tako naprej. To je to. Če boste delali tako, vam je uspeh neizbežen. Torej, če pa boste tudi slabo prepoznani na Google ali pa če ste zdaj trenutno nekje na 10. strani ali pa na 3., kamor tudi sami ne hodite dosti iskati, bodimo realni. Večina ljudi rezultate pogleda na prvi strani Google, je tako, je. Redko kdaj se zalotimo, da gremo na drugo ali pa 3. stran Google iskati kakšne rešitve. Mogoče, če res kaj kompleksnega. Ali pa, da ni dosti vsebin. Takrat. Drugače pa, verjemite mi, kar sem rekel na besedo, da se splača delati marketing. Zdaj, kako se bo znašli, eno je Google oglaševanje, drugo je Facebook oglaševanje, potem imate še en kup drugih zagotovo kanalov, kot so radija, televizija in tako naprej. Vendar je treba ugotoviti, kaj za vašo panogo najbolj paše. Kaj ima zdaj to veze s preživetjem, boste rekli? Ja, če boste imeli slabo plačo, zaradi tega, ker ne znate to urediti, je tudi pol vprašanje po preživetju lahko, če vam zmanjka denarja za osnovne potrebe, karikiram, ker se vse to podražili, karikiram, kaj boste? Nočem biti dramatičen, nočem vas karkoli strašiti, ni to moj namen, niti podrazno, vas dovolj drugi, tako da bom jaz probal tukaj prijeti naproti vam, zato da dobite mišice. Da se malo, kakšen mogoče pa tudi, če se bo en izmed vas spravil ali pa me poklical, pa mi pisal mail, ali pa mi lahko pomagaš, ali pa ne vem karkoli, lejte, z nasveti, tako kot Tomaž Gorc, nimam nobenih težav, če vam dam kakšen koristen nasvet. Se pravi, on je strokovnjak za to, sploh za optimizacijo, če hoče biti na prvem mestu v Google, po naravni poti vam bo on pomagal, pravim tudi z kakšnim nasvetom, pa tudi jaz. Tako da priporočam vam za preživetje na spletu je Tomaž Gorec, upam, da si to Tomaž pogledal, pa da si zadovoljen, kar sem povedal, da je to tako, kaj je. Pa čim več ogledov tudi tebi želim na YouTubu. Vam, dragi gledalci, pa spremljajte nas naprej, teme so, kot vidite, zanimive. Sem prepričan, da za večino. Če pa ne, pa pač preskočite, pa kakšno drugo stvar pridite pogledati nazaj. Hvala lepa in srečno, živijo.